Zadnjo oktobrsko sredo je veliko galerijo v Doma kulture v Slovenskih Konjicah zbrane gledalce s svojimi pogledi na življenje in odnos do sočloveka navduševal Nara Petrovič, kateremu je zaupanje največje bogastvo. Za začetek je zbranim ponudil naravno alternativo zobni ščetki, žvečno paličico iz narave. Odkrito je zaupal svoja iskriva spoznanja o tem, kako živeti vitalno in kako iskati stik z življenjsko energijo, pri čemer je popeljal po poti svojega osebnostnega in duhovnega razvoja ter iskanja prabiti človeškosti. Temelj vitalnosti, pravi Nara, je sprejemanje lastne realnosti. Sprejemati realnost pomeni dopuščati svobodo sebi in drugim, živeti neustrašno, odvreči predsodke in dogme ter zaupati, da je vse tako, kot mora biti. Potem se lahko sprostimo in v svoji realnosti uživamo. O ljubezni pravi: če z dajanjem oblikujemo svoje srce v lično gnezdo, se bo ljubezen sama naselila vanj, v obliki, v kakršni bo sama želela. Če pa bomo tarnali in godrnjali in bentili čez usodo, ker nismo ljubljeni, bomo takrat, ko nas doleti odnos z drugo osebo, ponavljali zblojene obrazce in obsojali partnerja za odsotnost ljubezni, čeprav je krivda samo naša. Pa smo spet pri sprejemanju lastne realnosti. Če tega ni, ni ljubezni, ni učenja in ni zaznavanja. Nara Petrovič je samostojni raziskovalec škodljivih navad, soustvarjalec lepšega sveta, pisatelj, prevajalec in soprevajalec, zagovornik razkošne preprostosti in zdrave družbe, ekološki aktivist, sonaravni kuhar, priložnostni maser, predvsem pa ljubitelj življenja, ki sledi klicem, zato sam sebi pravi, da je klicosled. Od leta 2009 do 2012 je bil eden od koordinatorjev akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu in akcije Očistimo svet 2012, ki je zajela skoraj 100 držav po vsem svetu. On ni človek, ki smo jih navajeni srečevati na mestnih ulicah. Čeprav ga lahko velikokrat srečaš, kako zamišljeno koraka mimo tebe sredi Ljubljane in se mu ne zdi nič čudnega, da sredi zime hodi bos. Sam pravi, da je bolj čudno, da nas večina nosi čevlje. Od njega lahko pričakujete veliko mero kulturnosti in modrosti. Ne pričakujte pa petične uglajenosti in spoštovanja vseh meril bontona. Nara pač dela stvari tako, kot pravi, da je za človeka naravno. Pogosto nastopa kot zabaven in navdihujoč predavatelj o zelo raznovrstnih temah. Otroci se lepijo nanj, ker pripoveduje najboljše pravljice. Kot avtorja za otroke ga lahko spoznate ob knjigi Zaklad z otoka Sumsama. Nara večkrat kam odpotuje, a vedno z dobrim razlogom in namenom, za širjenje obzorij in deljenje izkušenj z drugimi. To je zdaj čisto moja ponazoritev tega, kako reagiramo na spremembo. Vi ste super. Prav, wow. V kakih skupinah je ono? To sem zahecal, reš. Dejansko ti reagira, on to resno. Jaz pa že ne. Jaz nisem Bušman. Da ga še bosi, zdaj bom še to pačko v tišini. Sledi dresiranje, popasija, nekaj. Torej, pri spremembah navadi je vedno tako. Zgodi se nek proces v nas, če smo podumni, gremo eksperimentirati, probamo. Včasih kakšna stvar se obdrži par dni, potem spet pozabimo na to in pademo v stare vzorce, učene, tako, kot smo jih navajeni od otroštva. Kar je povsem naravno. Človek je bitje, ki si pridobi skozi leta, izkušnje, pa neke navade, in te navade ohranjamo, ker nam lajša v življenju. To je popolnoma biološka strategija, ki je prisotna pri otrocih že od malih nog, da se čim prej naučijo stvari na pamet, tako rečem, da pridejo do avtopilota, da jim ni treba razmišljati. In otroci si shranjujejo čim več preživetvenih veščin tega avtopilota. V naši družbi, ki je urbanizirana, si pridobivamo veščine, kako preživeti v urbanem okolju. Če bi živeli v naravi, bi si pridobili veščine, kako preživeti v naravnem okolju, seveda. In ko to shranimo v avtopilotu, o tem več ne razmišljamo. Ne zanima nas zakaj, čemu, kakšni so razlogi, ali ima to smisel, ali nima smisla. Torej, pokopljamo vprašanja nekam pod preprogo in ostanemo v odgovore. Odgovori so isto, kar nas zanima. Vprašanja
izginejo. In tukaj je problem naše družbe. Ker smo biološko tako programirani. Spet bom ponovil, znam, ker sem zdaj že imel par predavanj, pa rad ponovim ta primer iz Sudana, eno pleme v Sudanu, je pred 200 leti približno pretrpelo, ne vem, koliko let, tetanusa, ki povzroči zaklenitev čeljusti. In kaj storiti? Začeli so ljudem izbijati zobe. Zgornja 2, spodnje 4, ali zgornje 4, spodnje 6, da so lahko jedli tako čepravno in preživeli. In ker so videli, da se stvar neka epidemija je bila, se ponavljala skozi leta, so že otrokom začeli izbijati zobe. Ker je lažje, manj trpijo, čim so zrasli, so tako izbili. In to je trajalo nekaj let, tetanus se izginil, navada izbijanja zobe ostala. In če greste obiskati to pleme danes, se še zdaj izbijajo zobe. In se čudah, če imajo zobe. Ženske so zelo grde, če imajo zobe. Dane, če slučajno nosite protezo, tejte tja, da ste glavne zvezde, ne? In moški prav tako, ne? Se boste nasmehnili in pokazali svoje dlesni, ne? Imajo popolnoma drugačne vrednote, zato ker so se nekoč v preteklosti tako navadili živeti. Kaj pravite, imamo mi kakšne podobne navade kot to? To so dogme, vsakdanje življenja. Katerih vidimo, dogme vsakdanjega življenja. Živi v Pomjanu na Krasu, kjer je ustanovil ekološko naselje, kjer živijo po načelih narave in je ne skušajo podrediti svojim kapricam. Pridelujejo tudi svojo zelenjavo, največkrat pa se po kosilu nara odpravi kar na bližnji travnik ali gozd. Da bi se naselje ujemalo z merili globalne mreže ekoloških naselij, mora zadostiti nekaterim kriterijem. Obsegati mora vsaj 8 odraslih oseb, med njimi mora biti jasno definirano, kako sprejemajo odločitve in kako rešujejo konflikte. Poleg dvigovanja ekologije na višjo raven, pa je potrebno upoštevati tudi ekonomski in socialni vidik ter svetovni nazor. Na koncu povsod prihajamo do zaključka, da je socialni vidik najpomembnejši. Ekologija se začne v odnosih med ljudmi. Če tu ne znamo biti čisti, ne bomo znali biti čisti niti na drugih področjih. Čisti, transparentni, zdravi odnosi potegnejo za seboj čist svetovni nazor, čisto okolje in čisto ekonomijo. Svoboda, ljubezen, suverenost, ekologija, prijateljstvo, družina, zdravje, skupnost. Tem in še mnogim podobnim besedam je treba vrniti pogum in lepoto, ne pa da se jih sramujemo. Na vsakemu od nas je, da najprej premislimo, kakšno življenje želimo za nas in za naše naslednike. Potem se ozrimo vase in okoli sebe, ter ugotovimo, kako blizu smo tem ciljem in koliko smo sami pripravljeni storiti za to. Najbrž načrti in vizije naših ekonomsko orientiranih vlad ne bodo dovolj, saj noben njihov kazalnik ne upošteva naše sreče, zadovoljstva in veselja do življenja. Ekovasi oziroma ekološka naselja so ena od možnosti, če želimo izbrati drugačno prihodnost za nas in za naše naslednike. Narava nam mogoče najbolj nazorno, včasih tudi kruto in vse pogosteje kaže, da naš razvoj ne pelje ravno v pravo smer. Tudi klimatologi in drugi znanstveniki nas opozarjajo, da časa nimamo na pretek. Zato so izkušnje in rešitve najrazličnejših ekovasi po svetu še dragocenejše, saj so preizkušene in zrele za implementacijo. Ekovasi tako lahko vidimo kot trajnostne raziskovalne skupnosti, ki so predane odkrivanju novih načinov sobivanja ljudi in narave. Knjiga z naslovom Človek, navodila za uporabo prihaja iz telesa in izpod peresa Nare Petroviča. Med slovenskimi ljubitelji sonaravnega načina življenja si je prislužila že domala kultni značaj. To ni le knjiga, temveč terapevtski pripomoček, ki poleg čudenja nad rutinskim vsakdanom naše družbe prinaša tudi orodja za samopopravilo. A ne v obliki bližnjic, pripomočkov, diet, nasvetov, teorij in pridig, temveč z osvetlitvijo naše temeljne narave. Zato v množici priročniške literature o zdravem načinu življenja knjiga Človek izstopa z močjo surove resnice, ki spregovori skozi živalskost naših teles. Glede na diagnozo družbene bolezni, ki jo prebolevamo na plečih lastnih teles,
Zato pretresljiva preprostost človeka s ponovnim že 4. rojstvom dobiva vedno večjo terapevtsko veljavo. Z malo idealizma in povsem brez cinizma si literarni kritiki upajo trditi, da je to knjiga, ki sodi v vse vrtce, šole in na zrelostne izpite, kot priložena navodila za uporabo, morebiti že v porodnišnice. Med mnogimi nespametnimi navadami, ki so povzete v knjigi Človek, navodila za uporabo, so najbolj priljubljene teme: naravna alternativa zobni ščetki, žvečna paličica, sedenje brez stolov, obedovanje brez mize, bosonoga hoja in čepeče iztrebljanje. V delu Bog, navodila za uporabo, ki je žal nekoliko v senci knjige Človek, navodila za uporabo, je Nara poskusil razgaliti srž kulturnega samoomejevanja in kolektivne družbene laži, zaradi katere smo se odrezali tako od zemlje kot od neba, zaradi česar bedno životarimo, namesto da bi bohotno živeli. Zanimiv citat, ki veliko pove o njegovem načinu življenja in razmišljanja. Večina ljudi raje živi v gotovosti, da so nesrečni, kot da bi tvegali biti srečni.